Opozicija pa je ta teden delala tisto, kar zna najbolje – vlagala interpelacijo. Aleš Hojs pooseblja vse, kar je narobe s to vlado, je prvopodpisani vodja poslanske skupine Levica Matej T. Vatovec začel predstavitev že druge interpelacije zoper notranjega ministra. Tokratno interpelacijo sestavlja 7 točk, v katerih ministra med drugim obtožujejo odgovornosti za soustvarjanje izrednih razmer in policijskega nasilja na protestih v Ljubljani. To je že tretja trenutno vložena interpelacija, 9. v tem mandatu, kar pomeni, da je opozicija dosegla hat-trikov v vlaganju interpelacij. Opozicija je kot Cristiano Ronaldo. Ampak če Cristiano Ronaldo ne bi nikoli zadev. Je pa to že druga vložena interpelacija proti gospodu Hojsu. To sicer ni prvič, da je kak minister interpeliran v drugo, je pa prvič, da je dvakrat interpeliran minister v odstopu. Zakaj se opozicija sploh trudi z interpelacijami? Naj gospodu premijeju enostavno kupijo nož za odpiranje pisem, pa bo zadeva rešena. Se pa nova interpelacija obeta tudi ministru Andreju Vizjaku. Pa dajmo si pogledati, zakaj. To bi se moral sekirati, kurve državi davke plačevati. Jaz ali ti? Jaz. Škoda, to je glupo. Enkrat ga bomo plačali. This way or another way. Pa sem ti povedal scenarij, kada ni treba. Šlo naj bi za zmontiran posnetek, sestavljen iz posnetkov iz različnih časovnih obdobij. Gre po moji oceni za neko lepljenko, neko prirejeno zvočno kompozicijo z namenom, da me diskreditira, gre za hude obtožbe. Ne samo, da je gospod Vizjak minister za okolje in prostor in da je bil prej minister za gospodarstvo, on je tudi davčni svetovalec in tonski mojster. Pa sploh ni edini. Med njimi je tudi gospod Hojs, ki je ta posnetek slišal še prednje postal kul. Na posnetek se je v svojem stilu odzval tudi minister za notranje zadeve Aleš Hojs, ki je bil bojda s posnetkom seznanjen že pred časom, vendar ni našel pravega razloga, zakaj bi z njim seznanil kogarkoli. Očitno gre za konstrukt tega posnetka in po mojem ni nobenega razloga, da bi odstopil za to. To je torej rešeno. Vladni glasbeni producenti so presodili, da je to lepljenka. Režija, to je kolaž. Mi govorimo o audio lepljenki. Več kot očitno nimate enakih izkušenj v audio industriji, kot jih imajo naši MC-nistri. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.